molimo. Neskončno dobri Bog, v svetih skrivnostih nam že na zemlji daješ delež nebeških darov. V tem življenju nas vodi po pravi poti, da pridemo k luči, ki v njej prebivaš, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Bog bo izbrisal vse naše grehe. Berilo iz knjige preroka Miheja. Gospod pasi svoje ljudstvo s svojo palico, čredo svoje lastnine, ki osamela prebiva v gozdu sredi rodovitne dežele. Naj pasejo v Basanu in Galaadu, kakor v dneh starodavnosti. Daj nam videti čudežna dela, kakor v dneh, ko si šel iz Egipta. Kdo je Bog, kakor ti, ki odjemlješ krivico, ki odpuščaš greh ostanku svoje dediščine? Ne vztraja večno pri svoji jezi, zakaj všeč mu je usmiljenje. Zopet se nas bo usmilil, pod noge si bo vrgel našo krivdo, v globočino morja vse naše grehe. Izkaži Jakobu svojo zvestobo, Abrahamu svojo milost, kakor si obljubil našim očetom v dneh starodavnosti. Božja beseda. Usmiljen in milostljiv je Gospod. Slavi moja duša Gospoda in vse, kar je v meni, njegovo sveto ime. Slavi moja duša Gospoda, ne pozabljaj nobene njegovih dobrot. Usmiljen in milostljiv je Gospod. On odpušča vse tvoje krivde, ozdravlja vse tvoje slabosti, rešuje pogina tvoje življenje, te venča z milostjo in usmiljenjem. Usmiljen in milostljiv je Gospod, potrpežljiv in zelo milosrčen, ne ravna z nami po naših grehih, ne vrača nam po naših krivdah. Usmiljen in milostljiv je Gospod. Kakor je nebo visoko nad zemljo, tako vse presega njegovo milosrčnost. Kakor daleč je vzhod od zahoda, tako daleč od nas vrže naše pregrehe. Usmiljen, milostljiv Gospod. Iščite, kar je dobro, in ne, kar je hudo, da boste živeli in Gospod bo z vami. Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Luku. Tisti čas so se Jezusu približali vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismuki so ga gonjali, ta sprejema grešnike in z njimi je. Povedal jim je pa to priliko. Neki človek je imel 2 sina. Mlajši izmed njih je rekel očetu: Oče, daj mi delež imetja, ki mi gre. In razdelil jima je imetje. Malo dni zatem je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo
in je tam zapravil svoje imetje z razuzdanim življenjem. Ko je pa vse potrošil, je nastala v tistem kraju huda lakota in je začel stradati. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele in ta ga je poslal na svojo pristavo svinje past. In želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in rekel: koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v izobilju, jaz pa tukaj od lakote ginem. Vstal bom in pojdem k svojemu očetu in mu porečem: Oče, grešil sem zoper nebesa in pred teboj, nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin, sprejmi me kot katerega svojih najemnikov. In je vstal ter šel k svojemu očetu. Ko pa je bil še daleč, ga je zagledal njegov oče in milo se mu je storilo in pritekel je, ga objel in poljubil. Sin mu je pa rekel: Oče, grešil sem zoper nebesa in pred teboj, nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Oče pa je velel svojim služabnikom: brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite in dajte mu prsta na roko in čevlje na noge in prepeljite pitano tele in ga zakolite in jejmo ter se veselimo. Ta moj sin je bil mrtev in je oživel, je bil izgubljen in je najden. In začeli so se gostiti. Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko se domov grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples. Poklical je enega izmed služabnikov in vprašal, kaj bi to bilo. Ta mu je rekel: tvoj brat je prišel in tvoj oče je zaklal pitano tele, kjer ga je spet zdravega dobil. Ujezil se je in ni hotel vstopiti. Njegov oče je torej prišel ven in ga pogovarjal. Ta pa je očetu odgovoril: glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa meni nikoli nisi dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je zapravil vse svoje imetje s hotnicami, si mu zaklal pitano tele. On mu je pa rekel: sin, ti si vedno pri meni in vse moje je tvoje. Gostiti in razveseliti se pa je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel, bil je izgubljen in je najden. Kristusov evangelij. Jezus nam danes v evangeliju spregovori o očetu in dveh sinovih. Spregovori nam o podobi Boga, spregovori nam o nas samih, spregovori nam o Božjem odnosu do nas. Pa prisluhnimo kratkemu razmišljanju o tem, kakšnega Boga očeta nam v tej priliki predstavi Jezus. Prvič, Bog ne obupa nad nami. Mlajši sin v priliki je krivično ravnal z očetom, lahko bi dneve in dneve pestoval svoje rane, vendar je raje dan za dnem zrl v obzorje in upal, da si bo sin premislil in se vrnil k njemu. Tudi kadar obupamo nad seboj ali bližnjimi, Bog nikoli ne dvigne rok nad nami.
Drugič, Bog je usmiljen. Morda bi pričakovali, da bo oče jezen ali bo zameril sinu, ko ga bo zagledal. Namesto tega pa se ga je usmilil. Opazil je, da je sin trpel, zato ga ni zavrnil, ampak ga je objel in sprejel domov. Tako tudi Bog ravna z nami. Ni jezen na nas, ker smo grešili, temveč želi obnoviti odnos z nami. Tretjič, Bog se veseli. Oče v priliki sinu ni dal le ostankov, temveč je dal zaklati pitano tele in naročil, naj priredijo praznovanje. Ni bil čas za obtoževanje, ampak za praznovanje, ker je njegov sin oživel. Ko se pokesamo in vrnemo k očetu, se razveseli. Ne vidi greha, marveč le novo življenje, ki nam ga namenja. Nazadnje, Bog skrbi za vse nas. Starejši sin je seveda zamiril, toda oče mu je zagotovil, da ga ljubi in ga prosil, naj se pridruži praznovanju. Bog želi, da bi se počutili varne v njegovi ljubezni in se tako veselili, kakor on, ko se izgubljen človek vrne v svoj pravi dom. Tak je naš nebeški Oče, zato ga slavimo, se mu zahvalimo za ljubezen, usmiljenje in zvestobo.